znanje luči, svetlobe in duhovnosti, predvsem srca, širi. Kot si lepo povedal, je naša glava projektor in v ta projektor nam pravzaprav silijo diapozitive noter, s katerimi mi potem skozi te prosojnice gledamo svet, kot ga oni želijo. Da se tega znebimo, potrebujemo tudi ta drugo duhovno plat in hvala ti, da si danes podelil z nami, iskrena hvala. Zdaj imamo pa naprej in sicer povabim našo članico Julijo Žontar za temo, kjer nam bo predstavila pa seveda nadaljevanje srca, ko smo že pri srcu, in sicer vseživljenjsko učenje, srce in njegov pomen. Julija, beseda je tvoja. Izvoli. Hvala. Prosim. Najprej lep pozdrav. Jaz sem zelo vesela, da sem povabljena, da tudi povem te stvari, ki mene zelo zanimajo in veselijo. In kar je tudi zelo zanimivo, ne? V tem društvu, na tem svetu je toliko ljudi, ki ima skoraj vsak, zelo, ali pa ne zelo različno, ampak različno mnenje, različne informacije. Zdaj smo slišali nekaj, kar mogoče nekomu ni blizu in si misle, pa kaj on to govori, pa to je kar nekaj to. Ne? Vem, zato ker poslušam ljudi okoli sebe in kaj nas uči ta korona. Korona nas uči, da smo drugačni in da ne pomeni, da je samo nekaj prav. In če nekdo razmišlja in ima znanje in o tem, kar je govoril kolega naš, je to super, se lahko od tega kaj naučimo. To ne pomeni, da moramo mi zdaj temu vse verjeti in reči, ja, jaz se čist strinjam in tudi ni čist nič narobe, če rečemo, da se ne strinjamo, ampak ga poslušamo z zanimanjem in z odprtim umom in s odprtim srcem, kaj ima on za povedati, ker sigurno se pa lahko tudi kaj od njega naučimo. To bi samo bilo kot uvod, da nas različne stvari zanimajo in kar je tudi prav. Zato smo pa tukaj, da si delimo naše zanimanja in informacije in znanje in ljubezen. Jaz bi danes govorila o srcu, v bistvu, zakaj je ta čas, v katerem zdaj smo, res toliko pomemben, da se vrnemo v svoje srce, da nismo v umu, kar želijo elite ali vlada ali pač te, ki kontrolirajo in usmerjajo nas v neke tokove, želijo, da mi skozi razmišljamo in da smo v umu. Naša prva in edina naloga je, da se preselimo, da se povežemo s srcem, da odkrijemo naše srce, ker srce je res nekaj, bom rekla, neponovljivo in edinstveno. Zdaj ne bom govorila, da je to nam mišica in bla bla bla, ampak zanimivo je to, da je srce prvi organ, ki ga razvije človeško telo. Prvi. Se pravi, že iz tega lahko sklepamo, da je v bistvu toliko pomembno, da brez srca nas tudi ne bi bilo. In srce je torej začetek in tisto središče našega bitja, tako telesnega kot duševnega. In ne, da ima samo svojo fizično obliko, ker smo seveda tukaj na zemlji, smo v fizičnem telesu, ima tudi svojo zavest in vibracijo in v bistvu vse to oddaja okrog nas, tudi do 1 metra, v nekem radiju 1 metra. Producira daljš največ električne energije v našem telesu. Dolg časa so govorili, oziroma znanstveniki so to povedali, oziroma so nas kopali, da so to možgani. Vendar srce tudi do 60-krat več električne energije odda kot naši možgani. Predstavljite si to. Da elektromagnetno polje, ki ga ustvarja, je 5000-krat močnejše
kot elektromagnetno polje naših možganov. To se da izmeriti, to je v bistvu obstaja tudi EKG, ki to meri in ni nič presenetljivega, zato je to res zelo, zelo pomemben organ našega telesa in skrbi za sinhrono delovanje celic tako v telesu, kot nadzoruje recimo krvni tlak, proizvodnjo adrenalina, dopamina in oksitocina. In kaj je pomembno, da ta oksitocin je hormon, ki zmanjšuje strah, povečuje sočutje, odprtost in zaupanje. A ste slišali? Se pravi, oksitocin, se pravi srce, pomaga pri proizvodnji oksitocina, ki zmanjšuje strah. Torej, bolj ko smo v srcu, bolj ko smo v temu občutku ljubezni, manj se bojimo. Torej, kaj ne želijo? Ne želijo, da se ne bojimo, to se pravi, želijo, da nas je strah. Menda ima tudi srce čist svojo pamet, tako da jaz bi to kar verjela. Zdaj pa, če pogledamo, imamo recimo umsko inteligenco, to je, kjer razmišljamo, presojamo, analiziramo, to je naš in imamo čustveno inteligenco, to recimo skozi te inteligence bomo tudi prišli do srčne inteligence, ker čustvena so povezana z desno polovico možganov. Srčna inteligenca, jaz bi rekla, je pa povezava med tema dvema, to se pravi med pa med čustvi. Kaj je namen? Namen je, da smo v nekem ravnovesju, da nismo niti samo v tako kot nas učijo skozi vso proces, skozi vrtec, skozi izobraževanje, skozi šolo, da je samo pomembno, da razmišljamo, da analiziramo, da smo da se naučimo, da znamo povedati in tako. Ampak da tudi imamo to čustveno inteligenco in z srčno v bistvu pa to čustveno in zaznavno skupaj povezujemo. In kar je pomembno, da delujemo iz srca takrat, ko smo sočutni, ko sprejemamo in ko brezpogojno ljubimo. Se pravi, intelekt in sočutje ne gresta skupaj. Se pravi, v smislu, da si ti zato zelo visoko intelektualno razviti ljudje, tako pač izobraženi recimo in taki, ki so načitani, pravi naštudirani, dostikrat imajo zelo nizek nivo sočutja, ker enostavno ne deluje, nimajo te povezave med desno in levo polovico možganov in niso v srcu, ne delujejo s srcem, pač delujejo vse samo, kar jim pač rečejo možgani. In ta inteligenca je v našem svetu visoko precenjena. To zdaj v tem času zelo lahko to opazite, ko v bistvu najbolj izobraženi ljudje imajo najmanj pojma, kaj se v resnici dogaja. Ker enostavno so toliko da jim pač to analizira in reče, to odlok je tle, to piše, to bomo obogali, to je edino prav. Roboti, ja. Tako. In zato mogoče tudi tisti, ki se boste mogoče prepoznali ali pa ste bili v preteklosti, ko ste bili zelo v se pravi zelo razmišljujoči, zelo skozi razmišljali, joj, zdaj imam še to, ja, joj, to je v redu, a ni v redu. Dejansko si skozi v glavi, sploh se ne moreš čisto sprostiti. Zelo velikrat se pojavi depresija in anksioznost in v bistvu nek strah. Zato, ker dejansko nikoli ne more vedeti vsega, ne? In to imamo zdaj, stanje v družbi je absolutno se pravi, in to tudi želijo še bolj peljati v to smer to se pravi, da je vse v glavi in in povezava z nekakšnimi oblaki in to. Zato nas tudi tako bombardirajo z informacijami, ker hoče vedeti, zanima, to analizira. Tako da več, ko je informacij okrog tebe, bolj ti dela, če ne znaš tega
presekati oziroma se opazovati in pač to izključiti v določenih trenutkih. Zdaj pa v srcu, srčna inteligenca je pa bolj multidimenzionalna in je fizična, duhovna in tudi praktična. Tako da, zakaj bi se iz energije uma, jaz bi rekla, da je dejansko to obdobje, ki je bilo do zdaj, smo bili v energiji uma, zakaj je res pomembno, da se prestavimo v energijo srca. Zato, ker ne razume življenje, to ni njegov namen, to se pravi, ne razume življenja in življenje je v bistvu popolnoma predvidljivo, nepredvidljivo in je preprosto preveč zakomplicirano za naše možgane, da bi ga vse razumeli. To že lahko recimo slišite, ko nekdo razlaga o enih pač zadevah, ki jih enostavno ne more povezati in kar reče, ne, to ni, to je brez veze. Se pravi, v energiji srca bomo dejansko bolj povezani tudi s takimi informacijami, jih bomo začutili, s tem, da kdaj res vemo, da smo v energiji srca. Takrat, ko brezpogojno sprejemamo, smo hvaležni in radostni. Se pravi, takrat, kdo je v taki energiji srca? No, da slišim, kdo je v energiji srca? Kdo od, se pravi, mogoče ni vprašanje, otroci so v energiji srca, aj tako. Otroci so radostni, sploh majhni ljudje, tako. Ampak, če govorimo o človeku, ne, so to otroci. Ne, otroci so, kako? Okay. Ja, se tudi on otrok nekje vse, tako, vsak je. Tako da, vsakokrat, zdaj, jaz sem si malo tako napisala, jaz ne maram govoriti pa brati, ampak rada kaj vmes povem, kaj se spomnim, zelo iz intuicije, kakšne stvari. Sigurno ste slišali že, kar rečejo, srce ve, heart knows, a ne? To je v bistvu eno sporočilo človeštvu, da dejansko, če želiš vedeti, kakšna je resnica ali pa kaj dejansko je, pejt v srce pogledati, kaj čutiš v srcu. Reče, kaj čutiš v srcu, ker srce ve, možgani so pa zmotljivi. In kaj je tisto, kar srcu ne moramo dati? Srcu ne bomo postavili cilje, ne bomo mu rekli, ne vem, da zdaj pa moj cilj srce je, da greva tja in do tam morava pridati in to. Pa vedno si postavlja neke cilje. Ja, zdaj moraš, ne vem, to, pejti v šolo, pa bom naredila faks, bom šla v službo, moj cilj je, da imam avto, stanovanje in to. In kaj, ko ta cilj dosežeš, reče, ja, je pa nov cilj. Kako? Ne moramo biti kar brez cilja, ne? Pri srcu tega cilja ni. V bistvu srce nima, ni tako analitičen, kot je to ne. Zato je pomembno, da ne izklopimo sicer popolnoma zato ker dejansko in naši možgani so zelo učinkoviti lahko, še vemo, da so veliko bolj kot mi vemo in pomembno je, da smo mi v rokah našega ampak da je v naših rokah. Se pravi, da ga mi znamo kontrolirati. In tisto, kar nas pa resnično izpolnjuje in osrečuje, je dejansko tisto, kar prihaja iz srca in ne tisto, kar prihaja iz uma. Zdaj so taki časi, da dostakrat slišiš nekoga, kar reče, ja, sej, lej ga, nič nima, pa je srečen. To ne pomeni, da si on ne želi več ali pa da si ne želi nekaj imeti. Ampak dejansko poznam veliko ljudi, ki imajo vse, pa so nesrečni. Oni niso srečni, pa imajo vse. Tako da smisla življenja ne moramo definirati v tem smislu za možgani, ampak ga lahko sam čutimo tukaj noter. Zdaj pa, kako
kako najdemo svoje srce, kdaj ga sploh lahko, ker vidimo, da je v svetu tako, da nas skos usmerjajo stran, skos nam neki, moraš to, moraš on, greš v službo, tam razmišljaš, nimaš. Se pravi, treba si je vzeti čas za sebe v smislu miru, da se nekam, da greš, ali greš v naravo, ali greš, pač se usedeš, lahko se tudi doma usedeš nekje in se v bistvu dovolj je za začetek že, da se sam zavestno, s pozornostjo usmeriš v svoje srce. Jaz sem danes en tak obesek, tam že nekaj časa tudi tako da ta srce si lahko tudi kam date, recimo okoli vratu ali pa na roko ali pa kje, da vas spolne, takrat, ko ste preveč v umu, ker se vam lahko zmeša, če boste preveč v umu, da greste nazaj v srce in v bistvu, da samo lahko naredimo eno čisto kratko vajo, da zapremo oči in probamo in se samo zavestno usmerijo, zavest svojo zavestni v bistvu pozornost usmerimo v srce, pač predstavljamo si, kako dejansko je tam noter bistvo, naše bistvo je v srcu. In lahko ga slišimo samo takrat, ko umirimo svoj to se pravi se lahko vedno zmoti, srce se pa ne bo nikoli zmotilo. Tukaj je eno pravilo, ki ga jaz vedno bolj upoštevam, seveda ga lahko upoštevaš samo takrat, ko res se poslušaš, ko res deluješ iz srca, da srce ti bo vedno povedal, kakšna je prava pot. Bo vedno iskal neke ideje druge, kako bi, če bi ne, pa ne bi tle, pa tam boš več, pa tle boš manj, pa kaj pa če bo tle to, kaj bo... Takrat je treba samo vprašati srce. Kaj bi naredila srce, kaj bi skozi srce. In ta vodstvo, ko boste enkrat to, je vedno nezmotljivo in je pravo za vas, za vsakega posameznika njegovo srce. Ne moram jaz iz svojega srca vedeti, kaj je za vas dobro. Tako da, bolj ko ga poslušamo, svoje srce glasnejše je in lažje ga slišimo in bolj mu zaupamo. Ker je naš instinkt notranji čut in srce ne pozna logike, ne pozna maja, ne sledi utečenim potem. Zato boste vsakič, ko boste slišali nekaj tako v mainstream medijih, kot tudi v alternativnih medijih, moramo vedeti, da tudi alternativni mediji so glede tega vpliva na zelo, zelo nevarni, kar se tega tiče, ker lahko zelo te prevzamejo in padeš popolnoma noter in namesto, da bi živel, si pa na alternativnih medijih, ki dejansko tudi povejo, recimo tudi del resnice, vendar imajo tudi svoj namen, da tvoj zapeljejo v tisto stran. In zato je ena taka stvar, ki jo nihče ne želi in se jo večina ljudi nas boji, da prepustimo kontrolo nad življenjem. Se pravi, popoln nadzor, ker popolnega nadzora ne moramo imeti nad življenjem. In takrat, ko spustimo ta nadzor nad življenjem, se lahko povežemo s srcem. Zaupamo, da bo pač iz srca prišla prava pot. Torej, kateri sta glavni dve, rekla, ne stvari, ampak ne stvari, kako bi temu rekla, glavni dve, pa niti ne dejavnosti, ampak stanji, lahko bi rekla stanji, ki izhajata iz srca. Kateri sta glavni dve čustveni stanji, ki izhajata iz srca, kdo ve? Ljubezen, sočutje. Sočutje, ljubezen, ja, in... Ne? Sreča. Ja, hvaležnost. Jaz bi rekla, da sta hvaležnost in v bistvu ta, tako kot si rekel, sočutje in hvaležnost, z tega tudi ta hvaležnost, vse je povezano z ljubeznijo, in to sta dve glavni stvari, ki manjkata
ki vedno bolj, ki sta do tega trenutka, bom rekla, bili na stranskem tiru pri ljudeh in so malo pozabili, da to obstaja, ampak je čas, ki zdaj je, jaz sem zelo hvaležna, da je tak, kot je, zato ker dejansko se tega ne bi nikoli ne zgodilo v takem velikem poku, kar se zdaj dogaja in se bo in se še bo veliko dogajalo, če ne bi pritisnila to in bi se začeli ljudje sočutno obnašati do sočloveka, ne glede na to, v kakšni situaciji on je ali pa ne, karkoli je pač naredil v smislu, ali je šel si na to, ali je pač karkoli že, ali je pač zamaskiran do ušes, pač sočutje, ne, sočutje do ljudi. In to ne pozabiti. Čas je tak, da se moramo povezati s srcem in da to sočutje in hvaležnost, da živimo v tem času, sploh najdemo. Ker drugače nam bo rekel, da ti to preveč spet filozofiraš, spet ti tam rajš delati, da boš imela za položnice, ne? Ali pa ne vem, karkoli že. To je neumnost. Ali bo kakšno komentar, vprašanje? Lahko tudi pa na koncu. Kako prebujamo inteligenco srca? Kako? S tem, da jaz bi tukaj sem si izpostavila 4 korake, da komuniciramo z njim, vajte, to je pač zdaj stekno, če ne vprašaš, ne veš, da odpiramo srce, da mu sledimo in da poslušamo. Zakaj bi sploh hoteli, da pridemo v neko srce? Kaj je največja ovira, da bi prišli v naše srce? Kaj je tisto, kar nas najbolj ovira? Najbolj nas ovirajo vse temne sence, strahovi in travme, ki jih imamo v sebi, da ne pridemo do srca. In čas, ki je zdaj, če mene kdo vpraša, kaj je najpomembnejše, da pridem skozi ta čas, ker pač bomo šli skozi, hočete ali nočete, čez to moramo iti, to pač moramo iti čez to, skozi, to ne bo kar konc in to moramo pač mi skositi. Jaz pravim, da tukaj gre za neko novo rojstvo in moramo iti skozi. Je, da začnemo, kako? Se pravi, da začnemo delati na svojih strahovih in svojih travmah. Ker, kaj se dogaja v tem času, ko je v bistvu, smo pod jaz bi rekla trauma-based mind control, to se pravi kontrola uma na osnovi travme, na osnovi travm, ki jih imamo vsi ljudje, vsi, čisto vsi. In v bistvu imamo v sebi te energijske vzorce, travme, ki to ne pomeni, da mogoče so bile res travme, ampak smo jih mi kot v otroštvu, kot otroci doživeli kot travme. In zdaj nas je strah, nas je v to travmo pogledati, ker še vedno te občutke nosimo kot otroci, kot v bistvu ta naš notranji otrok je tisti, ki je imel travmo. Mi smo že odrasli, ampak mi imamo še vedno tega notranjega otroka noter in še vedno je on v tej travmi, ker dokler mi v to travmo ne bomo pogledali in videli, da mogoče sploh ni bila travma, oziroma če je bila, bomo se soočali, bomo odpustili, bomo pač šli naprej, ne bomo jo več držali v sebi. Dokler tega ne bomo naredili, bomo imeli opravka s psihopati. S psihopati, ki vodijo in usmerjajo to agendo. Ker kaj rabi vsak psihopat? Vsak psihopat rabi ljudi, ki imajo travme, na kjer lahko on pritiska, zato ker jih je strah. Ker jih je strah vsega in še sami sebe, ker se ne poznajo, ker ne vejo, da imajo te travme. In kaj strah jih je? Da bojo karkoli izgubili službo, da ne bojo ljubljeni, da ne vem, da jih bo en zaprl ječo, da v bistvu nimajo te same moči v sebi, ne prepoznajo, da so v bistvu ful močni, da so
da ti ne more noben reči, da si daš gor masko, če nočeš. Noben ti ne more tega reči. Mislim, lahko ti rečem, ampak noben ne more to prisiliti. Zakaj ljudi toliko strah? Zato, ker nimajo tega v sebi, da so močni, da te noben ne more prisiliti nekaj, kar ti ne želiš. Sorry, ne morete. In zato je pomemben, da v bistvu te travme ozavestimo. Zdaj tiska ne bo tega naredil, vam jaz povem, jaz vem, tudi iz lastne izkušnje. Dokler se ne soočaš s svojimi strahovi, te bo lahko vsak manipuliral. Vsak. Pa boš mislil že, da si super trooper, ti nič ne pomagajo, vsi angeli, pa vsi oni, če boš ti imel vse to travmo, bo prišel en in bo ta prestrašen otrok, ki to travmo vse drži, boš naredil lih tisto, kar nisi hotel, ampak zato, ker si se bal. In zato je te travme fajn, zdaj ga ne bo boljšega časa, delati na svojih shadow, to se pravi v svojih teh sencah, ki jih nosimo vsi vse, samo tako se lahko pač soočimo s tem, ker s tem se soočaš s strahom in ugotoviš, da ga ni, da je not je votov in ozuni ga pa ni. In kaj kaj želi nekdo, ki je psihopat, narcis ali kdorkoli, ker tisti, ki vodijo to agendo, lejte, to so pač in to vemo, to brez veze, da se delamo, da ni res. Oni želijo, da mi postanemo taki kot oni. Se pravi, oni, ki niso povezani s srcem, ki ne delajo srčno energijo, ki nimajo hvaležnosti, ki nimajo ljubezni, mislim, imajo, ampak nekje zelo, zelo globok, ogromanje, imajo enih travm na sebi, ker to so najbolj straumatizirani, eni bolj straumatiziranih ljudi, a ne? To morate vedeti, da pač nekdo, ki ima taka nagnjenja, ki tako deluje, to nikoli ne bo delal človek, ki je pač že predelal svoje strahove in travme in deluje srca. Ne bo. Pač oni delujejo to. In njih je najbolj strah, da bi mi šli to svojo pot skozi srce. To se pravi, da smo mi hvaležni, srčni, da si pomagamo, da se spoštujemo, da v bistvu to drugačnost, da nobenega ne obsojamo, da odpustimo. Ker oni želijo, da postanemo mi taki kot oni. To se pravi, da bomo mi začeli drugega pobijati se, kloftati, obsojati, ne vem, snemati zato, ker ne vem, ker pač en bo imel nekaj na ustih, kad drug ne bo. In oni to hočejo, tako so vse ta deljenje, vse na podlagi tega narejeno. In zato moramo se zavedati, da tukaj imamo mi rešitev, to se pravi v srcu rešitev. Naša želja je, da ne postanemo taki kot oni, a je tako. Mi ne želimo, če je nekdo nas traumatizira, mi ne želimo biti, mi želimo, da on preneha. Ampak ne vam povem žalostno novico. On ne bo prenehal s traumatiziranjem vas, dokler ne boste vi imeli vse te travme. Ne bo. Ker dostakrat slišam ljudi, ki rečejo, joj, dajmo to vse zamenjati, sem da ti grejo, ne gre ta dol iz tam, ta iz tam, ne to. Sam da pridejo čist novi ljudje, pol bo pa vse super. Pol bo pa top. Pa tega sploh ne bo več. Sorry, ampak jaz mislim, da se zelo motijo ali motite, ker enostavno, če mi moramo narediti delo pri sebi. Vsak more narediti delo za sebe. Jaz ne morem vaše travme razpucati, vi morate svojo, jaz se ne morem z vašim srcem ukvarjati, jaz se lahko sam s svojim. In ko bojo to ljudje začeli in se bojo soočali, da tudi če ti nekdo, ki te je strah tam, ki ne vem, šef, kaj ti bo šef, pa kaj je tvoj šef? Kaj je tvoj šef? On te lahko samo pros. Ti imaš z njim pogodbo, je hvaležen, da lahko ti tam za njih delaš. Ne morete on reči, ti pa morate to narediti, ker je to en tamle rekel, psihopat. Halo? To je ta strah in v bistvu zato je
zato je pomembno, da ker še eno stvar, ki je povezana s srcem, zato ker mi smo kreatorji, mi kreiramo ta svet. In kreiraš ti lahko, se pravi, mi kreiramo realnost, ko bojo to ljudje spoznali, da ne kreirajo realnost, ne vlada, ne oni, tam, jaz sam tako govorim, tam, ker sploh teh besed ne izgovarjam, ker zame to ni nič, kaj je to, pač to je neka institucija, ali kaj se jim, neki ljudje, ki jih niti ne poznam, niti jih nisem volila, niti me, nič. In v bistvu oni želijo, da mi ustvarimo realnost, ki jo oni ne morejo ustvariti. Se pravi, realnost, travme, vojne, ne vem, tega, da bomo brez služb, da bomo lačni, to oni želijo. Ker oni sami ne morejo, oni skozi naš vplivajo na to, da mi to kreiramo skozi naše občutke in te travme. In zdaj, mi lahko samo to naredimo, da se vprašamo, kdo v resnici smo in kaj mi imamo, tisto, kar je najmočnejše. Ni to možgan, ampak je srce. In da mi kreiramo realnost in skozi to, kako bomo mi te travme predelali, kako bomo mi čutili, kako bomo mi, to ne bomo hvaležni, kako bomo mi z ljubeznijo delali, nikoli ne bomo nekomu naredili nekaj, kar ne bi želeli, da on nam naredi. Se pravi, to je prvo in edino pravilo, ne naredi nekomu nekaj, kar ne želiš, da drug naredi tebi. Če sam to začnete delati vsi, sam to, je konc. Oni pade dol. Kako boš nekoga silil, da si nekaj naredi, kar ti ne želiš, da bi v resnici tudi nekdo tebi naredil. Konc. Pade vse skupaj. In zato je v bistvu, zato nas skozi pošiljajo v zato nas je 2500 odlokov, pa že 3000, da ne veš več, kjer, pa se ukvarjaš, a moram vedeti, kjer velja, a ne velja, pa kaj če zdaj ta velja, pa kaj če oni rekli, da ta velja, pa jaz ne vem, kjer velja, pa to je samo zato, da nas zamotijo pa puste tiste odloke. Sej tak niso niti veljavni, niti zakoniti, niti nič. Povežite se s srcem, ugotovite, zakaj sploh ste na tem svetu, začnite delati stvari, ki vas veselijo, upam, da imate čas, vzemite si čas, pa si vseeno, pa pol ure na dan, vsak dan si vzemite čas, oni rečejo meditacijo, ne rabiš, zdaj to ni nič tako zakompliciranega, to je sam pomen, da se usedete in da se umirite, da greste v srce, da se povežete s srcem, in da ga poslušate, ker vam srce vam bo rekel, kva se pa greš, daj nehi, kaj pa delaš tam, zakva pustiš, da to delajo s tabo, to ti bo srce rekel, ne pa ti bo rekel, ja, ampak le, veš, oni to, pa pol boš to, pa če te tam dobijo, boš to, pa pol boš imel kazen, to ti dela, pa ti rečemo, tih bod, kdo te kaj vprašal? Ja, rečemo, tih bod. In se pogovorite s svojim srcem, ker srce ve. In ta intuicija, ki jo imamo vsi, te občutki, ki nam jih daje srce, jih bomo začutili, mogoče je na začetku tako čist malo, ali pa bomo čakali dolgo, da je zdaj čutim ta moj srce, pa boš sedel, pa ne v nič, ker bo tvoj skozi delo, kaj tle sediš, zakaj to zdaj pet, nimaš kaj zadelati, zakaj tle sediš, kakšen srce poslušaš, pa kje, lej, ti samo reči tih bod, dost, ne bom te poslušal več. Povežite se s srcem, srce ve za vas najbolj, kar je, in to bi jaz mogoče s to mislijo zaključila danes, da edino, kaj lahko naredimo, da začnemo delati na sebi. To je vse. Mi ne moramo spremeniti ne unga, ne soseda, ne šefa, ne prodajalke v trgovini. Mi ne moramo njih spremeniti. Mi lahko samo sebe. In torej začnimo se spraševati, zakaj smo na svetu, kdo sploh smo mi, a smo res mi sami neki na dveh nogah, pa krilimo z rokam, pa govorimo, pa še razmišljamo, po službo hodimo, a smo res samo to. Pa povežimo se s svojim srcem,
Ko boste povezani s svojim srcem, ne boste mogli nobenemu nič hudega narediti. Ne boste mogli, ne boste, enostavno. Tako da, hvala, ker ste me poslušali, jaz sem spet čisto noter padla, tako da... Hvala lepa, iskrena hvala. Srčno Julija, hvala. za to tvojo odprtost in sicer, da si to podelila z nami, kaj je srce in kakšen je pomen srca. Srce narekuje ljubezen, pa to ljubezen tlači nazaj v škatlo, ki jo marsikdo zapre za večne čase in zato se trpljenje veča. Srce da moč človeku, srce da svetlobo in v srcu je največ božje ljubezni. Ta je v etru povsod okrog nas, dihamo to ljubezen in kje je največ krvi v srcu, tle je največ vsega. Hočejo nam to vzeti že od rojstva, potem skozi vzgojo. Otroci so res srčni, tam do 7. leta, pol se ta knjiga, bela knjiga nedolžnosti in vsega tega začne počasi pisati in se piše do konca življenja. Ravno danes smo se pogovarjali z enimi člani tlere pred vhodom v ta prostor, da so stvari postale za splošno izobrazbo povsem neuporabne v šolskem sistemu. Ta šolski sistem nas uči podatke, ko prideš pa v življenje in se moraš znajdeti, opraviti eno preprosto zadevo, ne znamo formularja izpolniti, ne poznamo pravnih stvari, ne poznamo svojih pravic. Poglejte, koliko ljudi je nebogljenih danes v tem času, ko pride situacija pred enim varnostnikom, ki ima osnovno šolo, srednjo šolo, pride nekdo z visoko izobrazbo, ki je sicer specializirana, ampak ravno zato, ker je specializirana, nima ene širine, se ne zna nihče zase postaviti. Tako da veliko so nam vzeli, a hkrati s to krizo nam tudi veliko dajejo. Vsem tistim, ki se zavedajo, nam dajejo nazaj nas same in naše srce. In ko smo ravno pri srcu, srce zna biti tudi hvaležno za vse, kar naredimo. Takrat nas zmrazi, smo srečni, so prave misli, so tiste misli, ki nas bogatijo, ki nas osrečujejo in hkrati oživljajo. Ko nekomu rečem, ne vem, danes vam, dragi člani, še nisem rekel, kako ste vsi fajn, vsi ste fejst, vsi ste krasni, se dvigne energija. In v tej hvaležnosti danes povabim zdaj Eveljano, ki bo povedala vsem nam, kaj je hvaležnost, kako jo izražamo in pomen hvaležnosti. Eveljana, dajem ti besedo, tako da izvoli. Hvala lepa. Evo, prva beseda, ki sem izrekla, hvala. Tudi vam vsem, ki ste danes tukaj, iskrena hvala, da ste se vzeli čas in prišli v ta čudoviti prostor, kjer širimo lepe besede. Tebi, Julija, hvala. Našemu Ednu hvala, predsedniku hvala, vsem vam, ki ste danes prinesli čudovite sladice, hvala tudi novemu predsedniku Ervinu, iskrena hvala. In hvala tudi v bistvu meni, tudi sama sebi se moram zahvaliti, da sem danes lahko tukaj, ker lahko ne bi bila, lahko bi, Bog ne daj in sploh ne bom izrekla, ker so dogodki, ki ti včasih preprečijo kakšen namen, ki je sicer dober, ampak okoliščine pa so lahko za določene ljudi v določenem trenutku pač take, da ne moramo res naše cilje, naše namene uresničiti. Kot je Mihajl že lepo povedal, iskrena hvala za to, tvoj trud. Vsak teden se res trudiš, čudovit program nam pripraviš, vse organiziraš, res iskrena hvala. Tudi vam vsem, ki ste na Zoomu danes in ki ste na Facebooku in ki boste kasneje tudi to gledali. Hvala, da ste pripravljeni narediti nekaj zase. Ko smo se mogli naučiti hoditi, ni bilo enostavno. Padali smo, pa smo vstali, pa smo se naučili. Naučili smo se tudi kolo voziti. Naučili smo se tudi avto voziti. In še marsikaj se je bilo treba v življenju naučiti. In to je tisto, kar nam je tudi Julija danes
skušala povedati. Vsak ima svoj čas, ki ga namenja za tiste učenja, za katere se on odloča, ker mu je v danem trenutku prioriteta. In danes, ker sem se izbrala temo hvaležnost, bi najprej izrekla hvaležnost našemu stvarniku, ki je popolno vse skreiral. On je vse skreiral popolno. Moramo se povprašati, če mi ljudje tudi popolno reagiramo. Ali imamo modrost, s katero živimo na tej zemlji. Bog je rekel, bodi svetloba, in bila je svetloba. Bog je rekel, beseda je zelo pomembna, ki jo mislimo in ki jo izgovorimo. So besede, ki nas usrečujejo, kot je besedica hvala, lepa si, danes si zelo prijazna, ljubim te, kreativnosti. To so besede, ki dejansko usrečujejo vsako dušo. So pa nažalost tudi besede, ki nas užalijo, prizadanejo, zaradi katerih zajočemo ali se skrijemo v kot, si zapremo ušesa, ker jih nočemo slišati. Nažalost je veliko in preveč teh besed trenutno v Sloveniji. V bolnicah se šteje število bolnikov, ne število zdravljenih. V bolnicah se šteje število mrtvih, ne število, ki so šli domov že po prvem dnevu, po drugem dnevu. Kot da je fokus na bolnikih, na smrti, na trpljenju. In to širijo. In duše, ki niso naravnane na više vibracije, kot je ljubezen, hvaležnost, pač nažalost še bolj so na en način užaloščene, še bolj na nižje vibracije in še bolj odpirajo vrata za številne nove bolezni, ker se imunski sistem na ta način bistveno poslabša. Strah, žalost, jeza, depresija, misli o smrti, o samomorih, o pomanjkanju, o lakoti, o boleznih, niso misli, ki nas usrečujejo. Zato je beseda, ki jo danes želim zasidrati vse nas, tako zelo pomembna. To je beseda hvala. 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 Hvala za to, da smo danes še tukaj. Hvala, da imamo društvo Beliš. Hvala. Hvala Mihajlu, da je dal svoje srce, svoj čas, da nam predaja znanje o pravnih zadevah in nas izobražuje na tem področju. Hvala Juliji, o komunikaciji v srcu lepo si nas poučila. Hvala Jednu in hvala našemu novemu predsedniku Miranu, ki je res srcem sprejel to novo funkcijo. Iskrena hvala. Tudi njegovi ženi, iskrena hvala. Seveda hvala tudi Ervinu, ki je sprejel danes novo funkcijo. Zelo zanimivo funkcijo. Upam, da je ne bo potrebno velikokrat uporabiti na članih, da bomo člani res to, kar tudi društvo želi, da bomo imeli brezpogojno ljubezen, da ne bomo obsojali, da bomo delali za mir in sprave in da bomo širili tisto dobroto, hvaležnost, ki je v tem trenutku najbolj pomembna. Naši cilji našega društva so v članski izkaznici. Če imate le možnost, preberite si jih, vsaj enkrat na teden, zato da se vam utrdijo v vaši duši, v vaših mislih. Če gledamo pozitivne stvari, se nam duša radosti. Če preveč gledamo negativna poročila, nas duša začne boleti. In sprejemamo, tudi če nočemo, določene vibracije, ki nas ne usrečujejo. Kakor smo se naučili hoditi, se moramo tudi naučiti izražati hvaležnost. Ni dovolj, da imamo samo v srcu,
pomembno je, da jo tudi izrekamo. In je kar nekaj zanimivih nasvetov, kako povečati to hvaležnost, ki nas osrečuje, nam izboljšuje kvaliteto življenja. In en tak nasvet je vsak večer, preden greste spat, se zahvalite za najmanj 3 stvari v tistem dnevu zgodile in ste lahko hvaležni za njih. Zelo pomembno je, da to vajo zavestno delate, ker še ni navada, ampak lahko postane navada. Če 21 dni nekaj delamo zavestno, spomnimo se, kaj vse se je zgodilo preko dneva, za kar smo res lahko hvaležni. Hvaležni, da ptica zapoje, ko greste na sprehod in jo slišite. Hvaležni za eno lepo cvetlico, ko jo opazite v parku. Hvaležni za živali, ki so vesele in so razigrane. Hvaležni za otroke, ki so na igriščih in se radostijo in skačajo, plezajo, se guncajo. Hvaležni za Slovenijo. Hvaležni za vsakega, ki karkoli dobrega dela, da bi Slovenija šla v prosperiteto, v deželo srečnih, zdravih, blagoslovljenih ljudi. Če bomo imeli fokus na lepih stvarih, se bo to tudi dogajalo. Tam, ker je naš fokus, o tem sem že prejšnjo soboto govorila, tam so tudi rezultati. Če bomo imeli fokus na slabih stvarih, da bomo nevoljni, kritizerski, da bomo obsojali, tudi sebe prizadanemo in ne moremo pozitivno vplivati na potek dogodkov v naši družbi. Če pa bomo stali trdno in videli v naših vizijah, da bo zmagala ljubezen, da bo zmagala resnica, da bo zmagalo življenje, da bo zmagala radost, pravica, svoboda, resnica, popolno zdravje, potem prispevamo nekaj dobrega k izboljšanju naše družbe celotne. Vendar vsak za sebe se mora v to odločiti. Jaz sem se pred 33 leti odločila. Ni mi bilo enostavno, ker so se moji nezavedni vzorci rušili vsakič, ko je kakšen vzorc prilezel na zavestni nivo. Ni bilo enostavno, ker sem mogla svoj ego opazovati, biti ponižna in se odločiti jaz za brezpogojno ljubezen. Velikokrat sem jokala, priznam. Se jezila, priznam. Ampak imela sem vizijo, da bom zmagala z ljubeznijo. Včasih mi to ratalo v parih sekundah. So pa bili dogodki, ko sem prebila leta, mesece, tedne. Ampak, ker sem se jaz tako odločila, sem zmagala in sem ponosna nase in hvaležna sama sebi, da sem se jaz odločila za mir, ljubezen, zdravje, za lepe medsebojne odnose. Kako lahko še povečamo ta dar hvaležnosti? Recimo, da vam dam en izziv. Jutri je nedelja. Napišite nekomu pismo hvaležnosti. Mogoče mami, očetu, hvala za vse, kar si dobrega zame naredila. Napišite pismo hvaležnosti nekomu, ki veste, da to potrebuje, da je neviden, da je nekako na robu življenja. Polepšajte mu dan. Tudi sami sebi ne pozabite reči hvala za vse, kar ste tisti dan dobrega naredili in seveda si odpustite, če kaj še niste zmogli narediti 100% z brezpogojno ljubeznijo. Kako lahko še povečamo hvaležnost? Naredite si eno lepo škatlo, res lepo. In danes vam polagam na srce, v to škatlo si dajajte hvaležne misli, zahvale sebi in bližnjim. In ko boste najbolj slabe volje, odprite škatlo in se preverite. In verjamem, da po parih minutah
boste spet se smejali in boste radostni. Hvaležnost je zdravilo. Veliko zdravilo. In če jo bomo izražali, darovali drug drugemu, bomo imeli velike prednosti. Imunski sistem se nam bo izboljšal. Prijazni bomo. Ljudje nas bodo radi poslušali. Ljudje bodo radi v naši družbi. Spali bomo veliko boljše. Depresije ne bo. Imeli bomo sočutje do bližnjih, ki so v izzivih, ki so mogoče v tistih izzivih, da niti ne vejo, da so v izzivih in še ne poznajo poti, kako iz teh izzivov v radost, srečo. Društvo Beli za srečno življenje je pot, ki vam kaže pot iz vaše žalosti v radost. Eni so na začetku poti, eni so bolj na sredi, nekateri so tik pred vrhom, eni so, hvala Bogu, že na cilju. Ampak vztrajajte. Sreča je pravica in dolžnost slehernega izmed nas, da smo srečni, hvaležni, ljubeči, odpuščajoči, dobronamerni, kreativni in da verjamemo v življenju. Življenju, ki nas osrečuje. Življenju, ki nas povezuje. In če Društvo Belis v tem trenutku komorkoli pomaga, da vidi v teh dnevih sonce, radost v sebi in okrog sebe, je bil naš namen dosežen. In hvala vam za vašo pozornost, hvala Mihajlu, hvala vsem vam, hvala tudi našemu stvarniku, ki je ustvaril prečudovit svet in prečudovite ljudi. Hvala. Iskrena hvala, draga Viljana, za vse besede, hvaležnosti. Vendar bi jaz k temu dodal, da je tudi to dvorezen meč. Tudi hvaležnost je lahko zelo nevarna zadeva. Hvaležnost je lahko iskrena, lahko je neiskrena. Lahko je topla, lahko je hladna. Hvaležnost je pa lahko tudi pogubna. Namreč, če vse življenje nekoga hvališ, ga to lahko pelje v pogubo, ker ima občutek, da vedno vse dobro naredi. Če pa iskreno človeka pohvališ in mu ob tem poveš, da bi lahko kaj izboljšal, je pa to korektna, poštena in srčna hvaležnost, ko človeku zares želiš, da bi napredoval. Zato prosim, Viljana, ne hvali me toliko, ker bi rad še dolgo časa vodil društvo. V tem pomenu, tako da hvala lepa. Sedaj pa besedo predsedniku Miranu Pircu. Dragi Miran, izvoli za zaključek, tvoja beseda. Hvala Mihajl. Danes je bil za mene tukaj res zanimiv dan in lahko rečem, da je bil energija tukaj noter nadpovprečno visoka in izredno tudi zelo veliko članov je danes tukaj, tudi nadpovprečno blizu 30. Mislim, da smo danes mogoče prebili nek limit in smo se počasi začeli postavljati tudi na druge nivoje. In tu jaz vidim, da bo tudi potrebno, tako kot je Julija in Eden, kar sta povedala, na tem bo potrebno začeti delati. In časa ni več. In bomo tudi te stvari en del Zooma začeli namenjati, ker nekateri vem, da boste to z veseljem sprejeli, nekateri mogoče še boste neutralni, boste probali, drugi pač boste takrat izklopili, če je to tako. Ker pa ne moramo samo na energijah, pa o energijah govoriti, pa kako iz tretjega na četrt, pa na 5 nivo, pa to, bi pa zdaj za konc nekaj še povedal. Danes sem tukaj le spoznal med člani tudi zanimivo osebo, ki mislim, da nam bi zelo koristila v bodoče na našem fizičnem telesu, ker svoje fizično telo
pa moramo še vedno hraniti. In to je pa izredno važno, kaj v sebe skozi usta mečemo. To pa ni vseeno, ker tudi potem na drugih nivojih, če jemo slabo hrano, se težko druge dvigujemo. In če kdo misli, da je reklama svež rogljiček tam pa tam brez reklame, je to malo morgan svež rogljiček. Kako pa vi ne veste, da je moka bila nekje pripeljana z nekega skladišča, ki je že 10 let stala, pa še 5 let so jo nek ten stal, pa še plačan so dobili, da so jo sploh prevzeli. Iz tega so vam super rogljiček z dodatki naredili, pa malo marmelade, nam rekel, česa narejene in tako naprej. In to je potem super svež rogljiček. To je strup. Zato bi danes rad rekel, da mogoče, ne vem, če je že kdo slišal za Davida Stražišarja. Stražar, pardon. Če kdo ni, potem ste sigurno že slišali za biomlin Stražar. In jaz sem se par minut z njim pogovarjal in mi je to zelo zanimivo, ker mi je določene stvari povedal, kako poteka nabava določenih zrn, ki se potem pripeljejo v Slovenijo, se prodajo naprej po par evrov kilo moka in niti povedal nam bom rajši, boljš da ne. Tako da jaz bom drug teden odprl na Telegramu to, kar sem že obljubil. Prvo stvar, to je Belis hrana oziroma zdravje, kjer bo zaenkrat vse skupaj. In zadnjič je bila tle tudi Adriana Dolinar, no bom tudi povabil, če bi tukaj potem z mano sodelovala, mogoče še kdo drug pri upravljanju tega na Telegramu. In če bo kdo zainteresiran, jem to gor na ta Belis Telegram dal, če se kdo hotel priključiti, in tam bomo potem zdaj pa resnično prvič probali, da vidimo, ali smo pripravljeni nekaj dobrega za sebe narediti in naročiti res kvalitetne izdelke iz žit. Vse sorte žit. To bom gor poj napisal. Zdaj bomo pa videli. Je pa zelo pomemben tudi, da zdaj bi pa, ker problem je pa potem recimo dostava. Zdaj bi pa mogli tudi, jaz nimam še nobenih podatkov, vem pa, da so določena lokalno že, da je lokalno že združenja so nastala nekje, vem, da je gor pri meni na Gorenjskem, ker tudi sodelujem, je v okolici Bleda Radovljice in tudi druge vem, da nekje je, druge bo pač treba še na temu narediti, zato ker ne more potem eden od tukaj dostavljati v Prekmurje to, mislim, ne vem, to bomo potem videli, to bo zdaj naša prva preizkušnja. Za vse ostalo bomo pa naprej videli. Ok, to sem hotel povedati in lahko povem še enkrat, da sem resnično danes sem hvaležen za vse, kar se je tukaj dogajalo. Super energija in verjamem, da ste tudi vi občutili vse, tako kot jaz. Hvala lepa in lep vikend. Kdo še kaj zapovedati? Ja, če ima še kdo kaj zapovedati, za vprašati. Če bi kdo kaj povedal, kdaj je prišel. Zdravo. Živijo, Zdenka. Živijo. Jaz bi pa v bistvu prenesla pozdrave od Mitja Bitenca. Sem mu tudi prejle napisala, mogoče kar preberem, ker sem videla, da se javil. Ja. Ki pa sem že napisala, no zdaj pa ne najdem. Držim pesti za takojšnje okrevanje, ste dokaz, da sonce nikoli ne neha sijati. Se spomnim vašega nasmeha in dobrosrčnosti, ko ste prinesli pice v Belisa. Ja, res je. In je napisal nazaj, super me veseli in pozdravi vsem v Belis. Hvala. Hvala. Vemo, da je Mitja šel čez vse sorte preizkušenj v zadnjih 2 mesecih. Smo ga malo tudi podprli in zmagal je. Tako je. Tle lahko še jaz povem, da sem bil z Mitjem ravno zmenen, da bi 6. septembra bi jaz mogel jeti k njemu na kuharski tečaj enomesečen.
In ravno 3 dni pred tem je on rekel, neko čudno gripo, angino imam, dajmo zdaj to za en teden predstaviti, naslednji teden ga jaz kontaktiram in rekel, ti še odpisati ne morem, toliko sem bolan, da nekaj je narobe z mano, resno, ne. Še en teden počakam, slišim, da je na kliničnem centru priklopljen. In on je res primer, da se da, samo moraš imeti res veliko voljo, pa mogoče tudi malo sreče, kdo te priklop, pa kako te priklop, pa tako naprej. Tudi to je mogoče, ne? Ampak to je vse potem povezano v bistvu, ne. Ja. Če imaš ti ta pravo energijo, ta prav človek, tudi tam pride do tebe in vse naredi tako, kot more. To je vse povezano in ko bomo to enkrat dojeli naprej, mislim, smo mi rešeni v bistvu. Dober, kakšna škoda siguran pri nekaterih bo, ampak to nima veze, to je pač cena za to, da gremo naprej na višje nivoje. Tako pač je, tako je življenje in čez 5-10 let se bomo zahvaljevali, kako smo bili naumen, pa smo še trpeli, pa to, mogoče pa bomo rekli, brez veze, ni bilo tega potrebno. Ampak to je pač naša izkušnja in tukaj je resnično, moramo biti veseli, da smo takole v društvu združeni in da imamo tako energijo, ki je resnično, za mene je to fantastika. Okay. Kruh od stražarja, stražar Parangus, fermentiran 48 ur, ne? Evo, to je to. Pekarna Zlatnik, oziroma kruharnica. A to je kar prišlo že zdajle. Ja. Evo. Razlovimo kruh in ga damo v Krasno. Evo, hvala, no. No, ta kruh je, tako ki je rekel, z stražarjem moke, 48 ur fermentiran, dober, to je doma postopek, ki je mogoče malo težji ali pa narediti. Jaz doma kruh delam z drožmi, ki je postopek za ene mogoče tudi zahteven, ampak v resnici je to tako enostavno, da bolj ne more biti. Samo moraš si vzeti nekaj časa, pa ni tako določen, ko pravijo 2 ure, pa čez 2 ure ga moraš obrniti, pa malo premešati, pa prepogniti. Ma lahko to čez par ur narediš, pa to, pa ga daš bolj na hladno, pa v tem lahko debatiramo, samo vprašanja. To je najbolj enostavno. Mislim, to jaz delam že leta, imam svojo nivo, imam za sebe, za druge ne, ker zaenkrat še energija ljudi ni in ne razumejo. To je tako, kot je Mateja Žlogar govorila. Ljudje ne razumejo še, kaj pomeni samooskrba, kako je to. Mak se jaz smatram z mojim izdelkom, oproste, moj kozarc, ki je vložen moja pesa, recimo, ki je vložena v kozarc noter, ki jo jaz svoje semena dam, jih vzgojim ven, jih prepakiram, jih iz tega dam na nivo, zalivam, vse sorte na koncu poberem, naribam, damo kozarc in ne dam kisa, ampak limono, biološko limono noter. Oproste, cene za ta kozarc ni. To lahko jem samo jaz, plus hčerka, žena, oži, ker drugi ne bojo razumeli. Dober, seveda bi razumeli, nekateri, ja, ne? Samo žal je še tega premalo. Pa ne, da zdaj strašim, da bi mogla biti hrana zelo draga, daleč od tega. Več kot si jo prideloval, je cena vedno nižja, ne? Pa človek nekaj more delati, kdo pa prav, da bojo še take službe čez 50 let ali mogoče bo to drugače, bomo v nekih skupnostih ali kjerkoli, pa bo en hodil v službo, dva bo ta doma nivo obdelovala ali kakorkoli. Bomo videli, kakšno bo življenje. Za danes ne bo dost, hvala lepa vsem. Pa lep vikend, živijo. Hvala, razen če bi kdo imel še kakšno besedo, bi želel kdo še kaj sporočiti v društvo, povedati, predlagati. Ima kdo kakšno težavo, mu lahko kako pomagamo na tej poti. Skratka. Sprejemamo samo pozitivne kritike. Ok. Torej, iskrena hvala za vašo podporo, za vse donacije, ki pridejo tudi v društvo, za vse, ki se imamo radi in se čutimo in smo v srcu še živi in tudi z umom tako blizu, da razumemo,
kaj nam pravzaprav temne sile sporočajo in jih prepoznamo, vidimo in ko prižgeš srčno luč, tema zgine. Malo po filozofsko, malo res, ampak zapomnite si, v besedi je moč. Po besedi je vse nastalo in po besedi vam želim lahko noč in ugašam ta večer do naslednje sobote. Vsem lepo. Čau. Ja. Ko noč, dio.